Vlada je 15. maja, zato da bi prihranila, predčasno preklicala epidemijo. Od takrat ni storila praktično nič, da bi izboljšala zdravstveno infrastrukturo, da bi kadrovsko okrepila epidemiološke službe in domove za starejše občane. Vlada Janeza Janše v vmesnem času ni zagotovila primernih lokacij za izolacijo okuženih stanovalcev v domovih starejših občanov, ni organizirala širokih testiranj in ni okrepila financiranja zdravstvene blagajne. Nasprotno, v tem času je napovedala, da bo kar 780 milijonov evrov namenila za popolnoma nepotrebne nakupe orožja. Namesto mobilnih aplikacij in orožja nujno potrebujemo investicije v zdravstveno infrastrukturo in v domove starejših občanov ter v nove kadre, ki bodo dostojno plačani. Potrebujemo široka testiranja, potrebujemo stabilno zdravstveno blagajno in potrebujemo oblast, ki bo komunicirala jasno in razločno, česar trenutna vlada ne počne. Za vse to je vlada imela čas, pa se je raje ukvarjala z investicijami v vojsko, v havbice in oklepnike. Zdaj, ko spet prihaja huda ura in ko se število okuženih povečuje, pa bodo svojo nesposobnost in nedejavnost reševali z aplikacijo in grobim posegom v ustavne pravice prebivalcev. Aplikacija ne more nadomestiti testiranja, aplikacija ne zdravi ljudi in aplikacija ni rešitev za zdravstveno krizo. Aplikacija zgolj krepi nadzorno funkcijo države. Vlada je bila pred izbiro, vlaganje v zdravstvo ali krepitev represivnih aparatov. Izbrala je cenejšo, za kapital ugodnejšo možnost, ki za povrhu ne bo niti učinkovita, kar dokazujejo prakse iz tujine, na primer iz Francije, kjer je aplikacija v 3 tednih delovala 14-krat. V 3 tednih je delovala 14-krat. Namesto, da bi investirala v blaginjo ljudi in zadovoljevanje zdravstvenih potreb, vlada krepi represivni aparat. Takšnim politikam bomo v Levici vedno izrekli odločen ne. In tukaj na tem mestu napovedujem, da bomo z ostalo opozicijo uskladili ustavno presojo. Hvala lepa.